Lepo pozdravljeni v Delovem podcastu Moč gospodarstva. Moje ime je Nejc Gole, z menoj pa je Kristjan Mugari, direktor kolektorja CPG. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kolektor CPG zdaj med drugim gradi tudi trenutno največji infrastrukturni projekt pri nas, to je drugi tir med Koprom in Divačo. Tam bo več kot 30 km predorov, je pa Kolektor zgradil še en predor nedavno, predor Pekel na železniški progi Maribor-Šentilj, s čimer ste bili prvo slovensko podjetje po kakšnem desetletju, ki je samostojno izkopalo predor. Pri nas se zadnji čas gradi še več projektov, tretja razvojna os, slovenska operativa, tudi vi ste aktivni na Hrvaškem. Ali zdaj po propadu velikih gradbenih sistemov pred 15 leti slovensko gradbeništvo doživlja nek nov razcvet? Jaz mislim, da se samo dejansko ta gap, ki je bil praktično 10-letni, nekako prinaša noter. Imamo seveda tudi na drugi strani res večje infrastrukturne projekte. Če smo mi predor Pekel zgradili pred, enim letom ali pa pol leta nazaj smo ga dokončali, prej ga pa 10 let praktično ni bilo razpisa, ki bi vseboval izgradnjo predora. Pustimo zdaj te aktualne, ki se gradijo, Karavanke pa projekt na drugem tiru. Seveda ni bilo niti možnosti pokazati tega znanja, niti imeti vizijo, kako se bomo razvijali, če projektov tukaj nimaš. Seveda, zdaj s temi večjimi razpisi, ki so aktualni tudi še, pa tudi te, ki se obetajo na tretji osi, je pa gotovo priložnost slovenske gradbene operative tudi ta, da se pokaže oziroma da razvija nova znanja, katera so dejansko bila pred 12 ali pa 15 letimi skoraj da ne pozabljena, uničena, da ne rečem malo bolj grobo. Tako da Kolektorju smo se odločili, da se posvetimo tunelogradnji, ker menimo, da bo vedno več infrastrukturnih projektov tudi zaradi samega vklapljanja v okolje, odnosa do narave, ki je gotovo na nekem zavednejšem nivoju, kot je bilo mogoče 20-30 let nazaj, in to pomeni, da se bojo infrastrukturni pasovi, torej koridori, govorimo o cestah, železnicah, prometnicah, sigurno pomikali vse bolj globlje oziroma bo več projektov, kjer bo potrebno imeti tudi znanje iz predorogradnje, tunelogradnje, zato da bo potem lahko podjetje se prijavljalo na te večje razpise. Pred 12, 13, 15 leti po propadu SCT-ja, Primorja in drugih podjetjih, takrat velikih, se je veliko govorilo o izgubljenem znanju, izgubljenih referencah. Kako se vi spominjate tistih časov, pa zdaj že lahko rečemo, a so se ti strahovi uresničili, ali zdaj smo še na višjem nivoju po vsem tem? Gotovo je bil takrat en velik reset ali pa delete, da rečemo tako po računalniško, da se izrazimo, ko se dejansko to znanje bilo prisotno pri inženirjih, inženirji so dodana vrednost podjetju, se samo podjetje podjetje, tisti zaposleni, ki so tam, ki dela na projektu, ali znajo ali ne znajo tega. In te inženirji takrat niso imeli več možnosti tega znanja nikjer pokazati, ker na Sloveniji, na Hrvaškem, mogoče nekaj več v Bosni se je dogajalo na področju velikih infrastrukturnih projektov, v Sloveniji pa tega praktično polja, kjer bi to znanje pokazali, ni bilo. In sigurno se je zdaj s temi novimi projekti, ki so se v zadnjih recimo 5 letih začeli spet aktivno vrteti, in to bi se moralo tudi verjetno tistih 15 let izgubljenega časa, ampak takrat je bila odločitev, da se infrastrukturni projekti ne bojo več izvajali, ne vemo sicer komu je to bilo namenjeno, ampak vidimo danes, da je bila to ena od večjih zgrešenih potez, ker imamo problem tako na poddimenzioniranih avtocestah, in se v 10 letih, ker se na avtocestah v 10 letih ni nič naredilo, na širitvi avtocest imamo danes konstantne zamaške, tako iz štajerskega kot iz primorskega konca, tako imamo avtocestne obroč okrog Ljubljane premajhen, in seveda to sedaj dejansko infrastruktura je poddimenzionirana na
prometne tokove, ki so danes aktualni, ne. In gotovo se zdaj s temi koraki bomo morali še kar nekaj infrastrukturnih dobrih let imeti, da bomo nekako ulovili pravi val, da bo nekako te prometni tokovi tekli normalno, ne. In v tem času seveda se bo tudi spet določena znanja v podjetjih, pri inženirjih razvila, dodelali in bomo res imeli spet neke dobre strokovnjake, ne. Ključno je samo to, ne, da potem ne bo spet nekega stopa, ne, ki bo pač spet to znanje nekako ustavil, ne. Saj vemo, ne, kdor stoji, nazaduje, ne. Ti moraš skozi napredovati, da si nekako v neki kondiciji, da sploh ohranjaš tisto, kar si včeraj vedel. Lani je vrednost gradbenih del zrasla za 1/5. A smo zdaj v infrastrukturno dobrih časih? Gotovo, ne, da smo, jaz mislim, da v nekih normalnih časih jaz nimam vpogleda v to, ali je delež gradbenih del v celotnem bruto družbenem proizvodu napram ostalim državam v Evropi nadpovprečen, podpovprečen. Jaz mislim, da smo nekje v zgornji polovici smo, to mislim, da drži, vendar nismo pa največji, ne daleč od tega, po procentu gradbenih del v bruto družbenem proizvodu, in mislim, da ta način, tak nivo nekako je potrebno držati, ne. Seveda, napram 15 let, če se spet povežemo nazaj, je pa cirka 20 do 30 tisoč ljudi manj zaposlenih v gradbeništvu, kot je bilo pred 15 leti, ne. Torej, danes je v gradbeništvu nekje 60 tisoč ljudi, ne, takrat v tistih časih je bilo okrog 90 tisoč. Kaj je razlog? Samo to, da ni kadra, ali tudi tehnologija toliko napredovala? No, zdaj gre se za to, da pač enostavno v tem času je bilo število zaposlenih v gradbeni dejavnosti še pod 50 tisoč, ne. In sedaj se ta krivulja nekako obrnila navzgor in smo prišli na 60 tisoč. Jaz verjamem, da možnost zaposlovanja je še. Delno je to povezano seveda z pomanjkanjem kvalificirane delovne sile, še več je pa to sigurno povezano tudi s tem, da se določena vrsta del, ki se je prej izvajala z več delovne sile, z več delavci, opravljajo seveda z manjšim številom delavcev, ker je pač tehnologija, oprema, konec koncev tudi neka digitalizacija vseeno doprinesla k temu, da se dejansko isto storitev opravi z manj delovnih ur. A vi imate težave? Mislim, težko dobiti delavce. Težko. To v številnih panogah, ne, pravijo, da Glejte, to je pač, ne bom rekel zdaj matematično to, ne, ampak vemo, generacije delovno aktivnega prebivalstva se zaradi demografske situacije, tako kot imamo v razvitem svetu, v Evropi, zahodni Evropi že posebej, ne, manjšajo, ne. In to rezultira tudi v tem, ne, da je enostavno vedno manj dela zmožnih oziroma delovno aktivnih prebivalcev nas je na voljo, ne. In seveda, tako kot se to pozna v gradbeništvu, se pozna tudi v ostalih panogah, vidimo pri zdravnikih, vidimo, da se to pozna v turizmu, vidimo, da se to pozna v avtomobilski industriji, torej povsod nekako te ljudje manjkajo, ampak to je splošen problem, ne. Torej, premajhna nataliteta, ne, demografska slika je taka, kot je, in enostavno na ta način zmanjkuje. Zdaj, strukturno je pa druga težava, ne, ker nam primanjkuje tako inženirjev, ne, kot tudi osnovnih gradbenih delavcev, ne. Tukaj je mogoče zaločiti, zakaj, ne, inženirjev primanjkuje zaradi enostavno izobrazbe, ne, torej moramo vedeti, da ne vem, jaz 25 let bo približno, ko sem diplomiral, ne, nas je bilo, ne vem, 150 do 200 v ljubljanski fakulteti vpisano prvi letnik, ne. Danes je ta številka 3-krat manjša, ne. Torej 3-krat manj inženirjev gradbene stroke se nekako vpiše, ne, in tukaj je hendikep zelo velik, ne. Tule imam tudi podatke, šel sem pogledat na fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, ne, in če pogledamo pač vse programe gradbeništva in geodezije in tako naprej, leta 2010 je bilo prvi letnik prve stopnje, sta bila vpisana 402 študenta. V študijskem letu 2016-17 je bilo doseženo dno 183 vpisov,
potem pravega odboja ni bilo. V lanskem študijskem letu je bilo v prvem letniku prve stopnje vpisanih 206 novincev, se pravi, to so vsi programi, gradbeništvo, varstvo okolja in tako naprej, ne. Glavna vzroka, pravijo na fakulteti, sta upad zanimanja dijakov za vpis na razpisane študijske programe in zmanjševanje celotne populacije. Zdaj, kako v podjetju, ne, ki raste, kako to občutite, če dalje manj, kako poskušate ta manko nadomestiti? No, eno je gotovo za pozitivno komunikacijo, treba je predstaviti vseeno poklic, inženirski poklic kot en zanimiv poklic, kot en dober poklic. Konec koncev moram se zahvaliti tudi predsedniku vlade, ki je bil na otvoritvi viadukta in je dejansko pohvalil inženirsko stroko, in tukaj je res, inženirska stroka je tista stroka, ki nekako pelje razvoj celotne družbe naprej. Moramo vedeti, da imamo pred sabo ogromno izzivov, ki bo kos samo inženirska stroka. Pri zelenem prehodu so ključni inženirji. Pri samooskrbi z električno energijo, ki jo nekako planiramo z izgradnjo mogoče drugega bloka elektrarne, so ključni inženirsko znanje. Tukaj dejansko je potrebno te stroke, torej te izobrazbene programe, ki izobražujejo inženirje vseh strok, gradbene, geodetske, elektrostrojne, lesne, vse stroke je treba podpirati, zato ker to so nekako garancija za to, da bomo Slovenci mogoče čez 10-20 let živeli boljše kot danes, pa tudi danes ne živimo prav slabo, no, moramo povedati. Tako da imamo tukaj inženirji, podjetja, ki potrebujemo inženirski kader, gotovo neke take izzive. Mi nenazadnje, moram reči, tudi izgradnjo največjega infrastrukturnega projekta, kot je drugi tir. Eden od ključnih, ne vem, mogoče rezultatov tega projekta, pustimo, izvajalec bo dobil reference, bo končal, bo ustvaril pač nek prihodek, upam, da tudi dobiček, ne. Ampak eno od ključnih sporočil, ne vem, uspešno končanega projekta, drugi tir bo tudi to, da se bojo mladi bolj korajžno odločili za gradbene poklice, ko bojo videli, da tudi v slovenskih gradbenih podjetjih lahko dosežejo neka znanja, neke projekte, ki bojo ostali za njimi in bojo lahko ponosni na to. Zato res pozivam mlade, ki imajo tehnično predispozicijo znanja, da se nekako odločijo za poklic inženirja, ker to je vse sigurno zelo, zelo lep poklic. Ja, kot ste mi dejali, da gradnja takega projekta kot je drugi tir, recimo viadukt Vinjan, vsi ti predori, to je kot da bi bil v MBA-ju, ne? Da, ko prideš s takimi znanji in izkušnjami. Gotovo, ne. Pri teh projektih nam se zdi zdaj to še bolj občudovanja vredno, zato ker res spet se navežujemo na staro zgodbo, 15 let se takih infrastrukturnih projektov pri nas ni izvajalo, ne. In zdaj je nekako prišla prva liga k nam na domač teren, ne. In tukaj imamo možnost se pokazati, ne, dobiti izkušnje, ne, si dvigniti samozavest tudi v družbi, ne, in tukaj je res ta pozitivna komunikacija, da bo inženirstvo res spet spoštovan poklic, ne, ker verjamem, da se je mogoče delno upravičeno, v veliki večini tudi neupravičeno, pred 15 leti dogajala vseeno tak medijski pa vsesplošni linč tega poklica, pa mislim, da je, ko sem povedal prej, ta zadeva bila mogoče vsaj do inženirske stroke in inženirskega poklica krivična. Drugi del, kjer je tudi, kot pravite, ne, je, bi rekel, nek izziv dobiti zaposlene, ne vem, za čisto delavce, za operativo. Balkanski kadrovski bazen res izprazen? No, pri nas nekako imamo, ne vem, po narodnosti zdaj, kako smo, s katerih držav prihajajo, ampak ključni pač zaposleni naše vedno največ slovenskih državljanov, potem so pa ostali recimo državljani iz balkanskega bazena. Je izpraznjen, gotovo ni takega priliva, kot je bil pred 15-20 leti, ne, vendar je vseeno, ne vem, ta geostrateška lega Slovenije vseeno tako zanimiva in tudi konec koncev kulturno okolje tukaj tako zanimivo za te delavce, da se vseeno odločajo in
pri nas recimo jih vseeno, kar še dobimo in jih zaposlujemo. Tudi ta teden recimo je naš kadrovski oddelek recimo prav na obisku mislim, da v Sarajevu, Zenici, Tuzli in nekako iščejo inženirje s to razliko recimo, ne, da pred 15-20 leti so sem prihajali dejansko predvsem kvalificirani ali pa manj kvalificirani delavci, danes pa prihajajo tudi že inženirji. Želja je, da vam povem, kreto tudi inženir z družino, da pride, da se tukaj dobi v okolju, ker le zadovoljen delavec inženir je potem tudi dovolj kreativen, da nekako sledi tem zahtevam trga, ki je pač danes kar neizprosen. Bo vaša kadrovska služba odpotovala tudi na Filipine? Jaz ta trenutek nimamo še tega nekako v načrtu, ker, kot sem povedal, z tega starega bazena uspemo zagotavljati. Verjamem, da nekateri gradbinci v Sloveniji ali pa tudi v bližnjih državah, tukaj mislim predvsem na Hrvaško, imajo že kar dosti teh delavcev, vendar moje stališče je pač, da eden ključnih težav v slovenskem gradbeništvu, sem že prej povedal, je tudi produktivnost. Zdaj, nočem biti krivičen do Filipincev, pa vse so naredili, boste rekli, Dubaj pa Emirate v celoti, ne. Ampak eden ključnih problemov v gradbeništvu v Sloveniji, pa tudi širše, je nekako ustvarjanje dovolj velike dodane vrednosti na zaposlenega, ne. In za povečevanje dodane vrednosti zaposlenega sta samo dva elementa. Ali višja prodajna cena, ki vemo, trg je pač neizprosen in ti jo pač trg diktira, in drugo je povečanje produktivnosti, ne. Torej, povečaš produktivnost pa lahko samo z dobro izobraženim delavcem, z kvalificiranim delavcem, ne. Zdaj bomo iskali, pa nočem biti krivičen do oddaljnih dežel, ne, produktivnost z nižje plačanimi delovnimi mesti, ker vemo, da nekako Filipinci ali pa Indiji so cenejši kot delavci iz Balkana, ne. Verjetno ne. Torej, zame to ni rešitev za slovensko gradbeništvo. Za slovensko gradbeništvo je rešitev čim bolj kvalificirane delavce zaposlovati in tisti bojo lahko dvignili produktivnost. In na ta način bo tudi dodana vrednost večja, na ta način bo tudi plače lahko teh delavcev poštene in spodobne. V Sloveniji veliko govorimo o produktivnosti nasploh za gospodarstvo, en tak strateški problem, ki je bistveno nižja, kot bi si vsi želeli, ne. Kako torej v gradbeništvu, ne, poleg visoko kvalificiranih delavcev dvigniti to produktivnost? Kje so tiste točke? Mi je všeč, ko se o produktivnosti govori na Sloveniji. Jaz sem tudi član na gospodarski zbornici, pa imamo agendo dodana vrednost na zaposlenega, mora rasti. Mislim, da so številke leta 2030 zdaj že, ampak so zelo, zelo visoke in me kar malo strah teh izzivov. Pa jaz verjamem, 100 000, ne? No, pa jaz verjamem, da je treba lestvico si malo više nastaviti, kot jo potem dosež, ne? Ampak tukaj so pri produktivnosti so gotovo en element je sama organizacija dela, ne. Tukaj gotovo so poslovodstvo oziroma podrejeni tej organizatorji, pri nas konkretno vodje gradbišč, tisti odgovorni, ki pametno, pravilno razporejajo delo. Ne da preobremenjujejo delavce, daleč od tega, ne nočemo nobenih ali pa mi smo absolutno proti kakršnemkoli mobingom oziroma izkoriščanju, ne, ampak delo mora biti pošteno razporejeno. Meni ničkolikokrat mi reče kakšen, da rečem, kvalificiran delavec ali šofer ali strojnik, direktor, če bi ta delovodja malo boljše organiziral delo, jaz bi bil dosti rajši pri njemu, ker bi imel več dela, ne da imam pa toliko in toliko mrtvih minut ali pa ur na gradbišču, ne. In tukaj je gotovo na inženirski stroki, kar sem prej povedal, ne, en poudarek, torej sama organizacija dela, to je ključno, ne. Seveda, s časom smo pa tudi prišli do novih orodij za boljšo povečanje produktivnosti. Od tega, da imamo danes bistveno bolj moderno gradbeno mehanizacijo, opremo, stroje, do tega, da se tehnologija gradnje spreminja. Moramo vedeti, da včasih se je zidove
a priori izvajalo z izvedbo opaža, potem vezane armature in potem betoniranja. Danes imamo že prefabriciran torej element. Torej govorimo o tem, da se opaža sploh ne rabi, iz robotsko vodene proizvodnje v obratu, v hali, ti naredijo prefabricirano steno, jo pripelješ na lice mesta, postaviš z dvigalom, samo noter monolitiziraš. Ne vem, če je cenejše, to se še mogoče lahko malo vidi, ampak gotovo je izdelek je bolj kvaliteten, ker je narejen v fabriki, ne izgublja pa nobenih lastnosti, kar se tiče recimo potresa in ostalih zadev. Tako da na ta način se gotovo lahko bistveno več poveča produktivnost, ne. In seveda zdaj imamo pa tudi orodja BIM-a in teh uporabnih, torej računalniških programov, digitalizacija, točno tako, ne, kjer se tudi danes je delovodja s tablico na gradbišču in gleda, kakšni so načrti. Včasih je imel tiste fascikle, si nosil za sabo in si tam torej odpiral, pa je prišel veter ali pa dež ti je zmočil to. Tako da te zadeve so gotovo namenjene povečanju produktivnosti, ne, in moje mnenje je, ne, da je glede na orodja, ki jih imamo, jih mogoče premalo uporabljamo. Jaz verjamem, da tudi niso prav do vseh uporabnikov prijazna, ne, ampak tukaj to so eden od ključnih elementov za povečanje produktivnosti in dvig dodane vrednosti v gradbeništvu. Pa tudi verjetno vrsta del, ne, mi smo že govorili, ne, recimo predorogradnja je tisti segment, kjer je višja dodana vrednost kot, ne vem, kopanje jarkov za vodovod. Prav gotovo, vendar moramo vedeti, ne, v Sloveniji na infrastrukturi bo potrebno kakšen tunel skopati, bo potrebno narediti kakšen most, tudi verjetno oskrbo z vodo bo treba porisati, ne, tako da tukaj je bolj iz naslova usmeritve podjetja, kaj bomo delali, ne, bolj ključno, ne, ampak za samo produktivnost v gradbeništvu, ne, pa to je relevantno, ne, ker toliko metrov kanalov bo moral vseeno nekdo narediti, ne, in tam bo seveda nižja dodana vrednost, kot dodana vrednost recimo enega tunelskega delavca ali pa enega asfalterja, ne, kjer je dosti več kapitala potrebnega za to, da se sploh s to dejavnostjo ukvarjaš, ne, ko enkrat pa kapital imaš oziroma se odločiš, da boš v to investiral, ne, potem je seveda tam bistveno večja dodana vrednost, ne, ampak je potrebna pa investicija, je potrebna pa še več verjetno specifičnih znanj, ne, in zaradi tega je tam seveda rezultat tega je pač večja dodana vrednost. Zdaj, kot smo že omenili, ne, na drugem tiru bo več kot 30 kilometrov predorskih cevi. Tam ste že precej čez polovico vseh gradbenih del, zgradili ste torej viadukte, do poletja naj bi bili vsi predori prebiti. Zdaj, to je nekako zaključek najbolj nepredvidljivega dela projekta, kar se tiče geologije, vdorov vode, kraških pojavov, recimo. Zdaj, kateri so pa zdaj še ti ključni izzivi na drugem tiru od zdaj naprej? No, jaz mislim, da je ta moment preko 34 km predorskih cevi izkopanih, torej smo slabe 3 km imamo še za prebiti do konca, to je nekako dela dobre 2 do 3 mesece in bojo te podzemna dela nepredvidena z veliko riziki, na katere človek dejansko nima vpliva, nekako za nami. Potem pa prihaja čas, ko bo treba te predorske cevi nekako pripraviti, da se lahko naredi končno finalno oblogo. Tukaj bo predvsem iz logističnega stališča ogromna poraba, torej cementa, agregatov, torej betona, da rečem tako, in seveda naročnik je tudi že sklenil pogodbo oziroma je podpisana že od lanskega leta z izvajalcem opreme, torej izvajalcem tira pa vozne mreže pa vseh ostalih naprav, ki sodijo zraven za odvijanje železniškega prometa, in ta izvajalec je že uveden v delo. Ta izvajalec bo počasi prišel na tisto delovišče, kjer smo bili zdaj izvajalci glavnih gradbenih del sami, in bomo morali nekako sodelovati. In tudi tukaj bo gotovo eden od orodij za boljše sodelovanje recimo uporaba BIM modelov, ne, ker se bojo nekako videli, kako se dela
prekrivajo, kjer izvajalec bi recimo imel prioriteto, ali bo to gradbinec, ali bo to opremaš, ali bo to mogoče tisti, ki izvaja elektronapajanje predorov, ne. In tukaj bo dejansko zdaj največji izziv to, ne. Sigurno od poletja naprej bo s tem imeli kader, torej inženirji na gradbišču največ nekako usklajevanj, pa največ dela, ne. Moramo vedeti, da pogodbeni roki so nekako znani, in bojo morali nekako tudi z medsebojnim usklajevanjem, popuščanjem ali pa, da rečem tako, kdaj tudi mogoče z malo bolj močnim nastopom, zato da bo dobil on prioriteto, ne, torej ali izvajalec gradbeni ali izvajalec opreme, nekako se zmeniti na gradbišču, da se bo pač nekako objekt zaključil v ustreznem roku. So ti roki, bi rekel, zelo tesni? So tesni, vendar mislim, da se, če ne bo nekih nepredvidljivih okoliščin, govorimo o nekem blaznem pomanjkanju dela ali pa nekega materiala, ali pa ne vem, da bomo rekli, da bo ne vem, zdaj 2 meseca pihal veter, da na viaduktu v Vinjani ne bomo morali potegniti enega metra tira, ne. To so recimo taki vzroki, ki bi mogoče eventualno še imeli za posledico neka podaljševanja, ampak drugače pa je realnost, da se konec leta 2025, v začetku leta 2026 zaključijo z gradbenimi deli, z opremo, tako da bo res v letu 2026 najprej seveda neka testna vožnja, potem tudi komercialno obratovanje drugega tira bilo možno, ne. Kakšno je pa sodelovanje s turškim podjetjem? No, s turškim podjetjem moram reči, da glede na trenutno, kar smo dali do sedaj za sabo, je zelo zgledno. Moram reči, da nasproti, naš partner oziroma 2 partnerja, to so velike turška podjetja, za slovenske razmere dejansko nepredstavljiva. Oni so po prometu 5-krat, 7-krat večji kot Kolektor, gradbeni oddelek, ne. In tukaj imajo, se vidi že po samem pristopu, ne. Mi rasemo s projekti in to je recimo zdaj danes največji projekt v zgodovini, ne. Z turškega partnerja je pa to eden od, ne bom rekel, da manjših, ne. Oni imajo tudi milijardo ali pa več podpisane pogodbe, ne. Tako da projekt za 600 milijonov je pri njih, ne bom rekel, da vsakdanji, ne, ker nimajo teh projektov toliko, ne, ampak ja, pridejo drugače organizirani, z drugačno vizijo, z drugačnim tudi pristopom, imajo dosti večji podporni stav, kot ga imamo recimo mi, ne, in tukaj se tudi mi učimo, ne, da kje je potrebno dati mogoče kdaj kakšno pozornost več, kot smo jo bili mislili, da jo bomo potrebovali ob podpisu pogodbe, in mogoče kje je pa tudi njihova recimo slabost, ne. Vidimo, da so pri določenih zadevah dejansko preveč razdrobili stvari in enostavno se zadeve ne odvijajo tako ažurno, kot se recimo pri nas, ne. Je pa seveda naša prednost tukaj ta, in to jim tudi mi seveda z veseljem pomagamo, poznavanje lokalnega okolja, navad, tudi dejansko, in tukaj smo pa nekako mi zelo kompatibilni, ne. Torej oni določene zadeve, nekako oni prevzamejo pobudo, ne, pri določenih zadevah smo pa še vedno mi tisti, ki mogoče predlagamo neke rešitve in nam nekako zaenkrat še vedno zaupajo, in vidim, da tudi za nadaljevanje ne vidimo nekih potencialnih konfliktov, da bi to prihajalo do nekih ustavitev ali pa kakorkoli že. Ne, mi smo dejansko en tim in sem vesel, da po 3 letih od podpisa pogodbe ali pa od predaje ponudbe je ta kemija še vedno zelo, zelo dobra. Gradbeništvo je načeloma precej, bi rekel, lokalno omejen posel. Vi ste v Sloveniji in na Hrvaškem. Ja, mi smo pač za slovenske razmere smo največja gradbena skupina, da rečem tako, v Sloveniji, na Hrvaškem, jaz mislim, da tudi v Bosni, ne. Vendar enostavno povedano, specifično mogoče slovenskega gradbenega trga je ta, da je ogromno manjših projektov, razdrobljenih. Imamo, ne vem, 200 občin, imamo 6.000 državnih cest, imamo, ne vem, dobrih 600-700 kilometrov avtocest in ni tukaj frontalnega nekega dela, ampak je dejansko to zelo razdrobljeno in je to zanimivo za lokalne gradbince. In tudi mi z našimi
plani, imamo tudi za naprej nekako strategijo, da ostajamo prioritetno na slovenskem tržišču, pa se mogoče 20-25% širimo na tuje tržišča, ker ocenjujemo, da je ta trg pač zaenkrat dovolj velik za to, kar nekako Kolektor gradbeništvo potrebuje. Kje vidite največje priložnosti v naslednjih letih? Največje priložnosti so ravno te, kar nam diktira nekako zdaj ta zeleni prehod, torej govorimo o tem, da se bo pač vseeno neka infrastruktura bila potrebna izvesti za to, da se pač družba vseeno malo bolj zeleno obnaša, kot se je do sedaj. Na drugi strani vidimo priložnosti v tem, da je v 15 letih na infrastrukturi, na velikih infrastrukturnih projektih, na velikih infrastrukturnih poteh, govorimo o obeh avtocestnih križih, o avtocestnem križu pa železniškem omrežju, bilo narejeno vseeno premalo in bo to potrebno gotovo nadaljevati s tem tempom, ki je zdaj. Seveda bojo pa tukaj tudi specifična projekti, kot so, ne vem, širitev v Luki Koper. Prejšnji teden je uprava napovedala 750 milijonov evrov vlaganj do leta 2028. Mi moramo vedeti, da smo v Luki Koper vse skozi prisotni, ne. Potem imamo tukaj projekt, upam, da izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne. Kolektor je v nuklearki prisoten od leta 2011. Na vseh remontih smo zraven, na vseh večjih gradbenih objektih smo bili zraven, tako da gotovo bomo tudi tukaj si želeli biti zraven, izvajati gradbena dela, ker to so vseeno projekti, ki se ne dogajajo vsak dan, ne. Tako da jaz mislim, da tržišče, to, kar sem prej omenil, Slovenija pa recimo 25% tujine, je dovolj veliko za, da skupina Kolektor gradbeništvo ostane v obsegu, ki je danes, ki ga zaseda danes. 25% je Hrvaška ali še kakšen tak? No, če bo kakšni zanimivejši projekti, kjer bomo lahko uveljavili našo konkurenčno prednost tudi dlje, vendar si ne delam utvar, da bomo, ne vem, ratali pomemben igralec na avstrijskem gradbenem trgu ali pa nemškem, ne, ali pa italijanskem, tukaj gotovo ne bo. Lahko smo pa pomembni v ostali regiji. Na Hrvaškem delate predvsej v Luki Reka, gradite obvoznico Novi Vinodolski, zgradili ste najdražjo hrvaško cesto od reškega pristanišča do avtoceste. Kje vidite še tam? No, zdaj prejšnji teden smo bili na ogledu gradbišča Novega Vinodolskega, kjer je pač sedaj razpisana tudi predfaza za avtocesto od Reke proti Novemu Vinodolskemu. Izvajamo na področju Novega Vinodolskega. V naslednjih 3 letih bo razpis še do Senja, pa potem do Žute Lokve, to je cirka 60 kilometrov avtocesto. To bo sigurno eno večje gradbišče na Hrvaškem. Oni imajo potem gradbišče še proti Dubrovniku in manjka določeni kraki na avtocestnem križu. Zelo velik pa bo sigurno projekt tudi povezava reškega pristanišča z Zagrebom oziroma s Karlovcem, z novo železniško progo, ki jo računajo, in tukaj bo projekt, ki bo verjetno še bistveno večji, kot je projekt drugi tir. In tam gotovo z znanjem, ki smo ga dobili danes, ki ga imamo danes na drugem tiru, bomo sigurno želeli dokazati in tudi sigurno kakšen del tega velikega projekta izvajati. 6,2 milijardi evrov načrtujejo Hrvati v naslednjih 10 letih za železnice. No, vse to številke same povejo, da je možnost za širitev oziroma za nekako pridobitev določenih poslov, pogodb na hrvaškem železniškem omrežju realna, in mislim, da bi bil, ko se reče, premalo realen in popolnoma neambiciozen, če bi rekel, da si teh poslov tudi Kolektor gradbeništvo ne želi. Kako pa spremljate krizo v Nemčiji? Tam je pa gradbena podjetja propadajo, predvsem tisto stanovanjske gradnje. No, tukaj je malo specifike, ker dejansko se stanovanjska gradnja ustavlja, čeprav, če gre za danes v Hamburg, boste videli, da na infrastrukturi se pa vleče že 3. in 4. pas in zraven se gradi nova železniška povezava, tako da, ja, očitno na stanovanjski gradnji je
jaz mislim, da tudi prav zaradi same demografije, ne, človek verjetno po noči lahko spi samo v enem stanovanju, da rečem tako, ne rabi 5 stanovanj, ne rabi 5 postelj, ne, in tukaj tudi dejansko potreba po nekih stanovanjskih problemih očitno ni več taka, da bi ta potreba požrla vsa ta stanovanja, ki se dajo na trg, in tukaj je dejansko padlo povpraševanje, padel obseg gradbenih del na infrastrukturi. Zdaj, verjamem, da so mogoče tudi, ko govorim za Avstrijo, zdaj v eni fazi prehoda, ne, torej zaključujejo velike, res gromozanske infrastrukturne projekte na železniškem omrežju, ne, in tukaj iščejo zdaj seveda nove projekte, pa čakajo, da bodo štartili novi projekti, ampak nekega prav velikega padca si v Nemčiji ali pa v Avstriji iz naslova gradbenih del ne bojo privoščili, ker oni jasno vejo, da padci v gradbeništvu pomenijo destabilizacijo celotnega sektorja, celotne dejavnosti, in oni skrbijo, da imajo nekako ciklično delovanje, da je nekako 5-letni drsni plan vse skozi pripravljen in je obseg gradbenih del stabilen. Njim nihajo obseg gradbenih del med dobrimi in slabimi leti za 2 ali pa 3%. Ne. Pri nas je žal to dostikrat dvomestna številka, ne. Tako da tudi tukaj si vse skozi prizadevamo o neki enakomerni zasedenosti gradbenih izvajalcev, ker to pomeni na koncu od tega, da znaš dimenzionirati opremo, šolski sistem, kadre, do tega, da so cene stabilne, ne, kar vidimo v zadnjem času, da mogoče v Sloveniji ni tega tako. Če bi bilo to nekako enakomerno razporejeno na nekih 5 let, bi verjetno tudi neka stabilizacija cen, pustimo znihanji energetske krize, pa ne vem, pomanjkanje globalnih surovin, ne, ampak ta del bi bil gotovo dosti bolj predvidljiv in dosti bolj bi se dalo tukaj planirati, in mislim, da si to želimo vsi v Sloveniji. Torej, mi še nismo dosegli tega tako imenovanega zlatega investicijskega pravila. No, napram 15 let nazaj je to barvna televizija, kar imamo danes, ne moramo biti odkriti, ne. Leta 2009, 2010 so bili padci 30-40%, ne. Tega potrkam, ne, upam, da ne bomo več doživeli, ne. Seveda pa zdaj je vse skozi zadnjih par let je tendenca rasti, ne, jaz mislim, da se bo ta tendenca počasi ustavila, ne, ampak potem, ko se enkrat umiri ta rast, ne, potem naj bo na nekem nivoju, ne, in jaz upam, da bo to nekako držalo. Je pa seveda znotraj tega zlatega investicijskega pravila vedno bo kdo nezadovoljen, ne. Mogoče bojo rekli, na Primorskem imamo premalo cest za graditi, v Prekmurju bo rekli, mi imamo pa nobenih blokov za delati, ne. Tako da tukaj bomo skozi malo nezadovoljni bili, ne, ampak globalno gledano mora država skrbeti za to, da je nekako teh 60 tisoč ljudi, ki danes delajo v gradbeništvu, 8 tisoč pravnih subjektov, ki se ukvarjajo v gradbeništvu, ne more skrbeti, mora biti nekako javnih in vseh ostalih investicij, ki so tukaj, za nekako primerljivo vseh s preteklimi leti, zato da je zagotovljena neka stabilnost, ne, ker ta stabilnost potem nas pelje v to, da imamo kadrovsko nekako zadeve urejene, opreme, da je korektno ali pa primerna, in konec koncev tudi cene so potem bistveno bolj stabilne, niso tako volatilne, kot so, ne vem, v primeru zelo velikih nihanj v obsegu povpraševanja. Vse to je tudi v drugih dejavnostih podobno. Včasih močno zanihajo tudi cene v posameznih projektih, pa je tukaj nek ameriški primer. Kalifornijska hitra železnica med Los Angelesom in San Franciscom oziroma Silicijevo dolino naj bi bila po prvotnih načrtih končana za $33 milijard do leta 2020. Danes ni znano, kakšna bo ta cena, zadnja ocena je $100 milijard, negotovo je, ali bo sploh celotna trasa zgrajena ali samo en del. Zdaj, kar 92% velikih projektov se namreč ne konča v predvidenih finančnih okvirih ali v predvidenih rokih ali oboje. To kaže ekonomska knjiga How Big Things Get Done. Kako je s tem pri nas, s temi velikimi projekti?
Ja, zdaj, če rečem 30 let nazaj, če bi Slovencem povedali, da bo avtocestni kriz stal 6 milijard, verjetno takrat ne bi nobeden tega podprl. Ne, in se nikoli tega ne bi lotili, ne, ampak ne znamo si pa predstavljati, kakšno bi bilo življenje, če tega projekta ne bi bilo. Ne? Torej, tukaj smo, lahko je biti po bitki general, ne? Ampak globalno gledano je pa po mojem stvar, ali pa realno je pa tako, ne. Dosti projektov se v fazi priprave dokumentacije naredi mogoče pavšalno. Zdaj, ali zaradi časovne stiske, ali zaradi tega, ker investitor želi šparati na projektni dokumentaciji in nameni projektanta samo določeno število ur, ne? In potem ta pomanjkljiva dokumentacija rezultira v tem, da prihaja do odklonov glede na pogodbeno vrednost. Ne? Zdaj, ali premalo proučijo, ali premalo količin zavede noter. Ne? Zdaj, nam se dogaja to, ne, da ko pride do teh napak, nedodelanih ali pa nedorečenih stvari v fazi projektne dokumentacije, potem gradbeni izvajalec seveda zahteva dodatna dela. Ne. Zdaj, drugi del je pa ta, ne, lahko pa tudi naredimo perfektno gradbeno dokumentacijo, ne, z vsemi tveganji upoštevani, ne, lahko celo predpišemo, da mora izvajalec vgraditi v svojo ceno tudi vsa tveganja, eventualne spremembe cene, ne, ampak potem bo že v štartu tista cena toliko višja. Ne? Torej, zdaj govoriti, kaj je prava pot, imamo take in drugačne primere, ampak jaz mislim, da je to, če smo toliko pošteni eden do drugega, 92% projektov torej ne konča v pogodbenem roku ali pa za pogodbeno ceno. Ne? Moramo vedeti, da je to dejansko življenje. Ne? In zdaj eni naročniki pač bojo več pozornosti namenili projektni dokumentaciji, ampak na koncu bojo dobili toliko višjo torej pogodbeno ceno in bojo te rizike nekako eliminirali in bojo mogoče v tistih 8%, ki ne grejo preko budžeta, ne, in bojo dosegli nek nivo nek strošek. Ne. Drugi bojo pa mogoče malo bolj špekulativno šli v to, bojo manj denarja napravili za projektanta in mogoče od začetka bojo mislili, da bojo manj plačali, ne, ampak na koncu bojo verjetno pristali za isti izdelek tam okoli tiste cene, ki je dosegel investitor, ki je imel ful dobro narejeno projektno dokumentacijo in vsa tveganja upošteva. Ne. Tako da tukaj jaz rečem, da ali tako ali drugače na koncu vse ima svojo ceno, ne, in jaz mislim, da če so tukaj dve, ne rečem tako, razumni stranki, ki se morata pač glede cene uskladiti, jaz ne vidim tukaj nekih izigravanj, da rečem tako, zakona ali pa kakorkoli že, je stvar vseeno, ne vem, mislim, da je dovolj transparentno prikazana. Za Slovenijo sem siguren, ker toliko nadzorov, recimo, kakor jih imamo v Sloveniji na gradbiščih, inšpekcijskih, gradbenih, torej nadzornikov samih, ki nadzirajo gradnjo, Računsko sodišče na zadnje na koncu, da tukaj nekih zlorab sigurno ne prihaja. Kot investitor bi si želel imeti dobro projektno dokumentacijo, da bi že v štartu vedel, koliko bo to prišlo, da bo imel neko finančno konstrukcijo. Moramo vedeti, če to, ne, da odgovoren za pripravo projektne dokumentacije je investitor, ne izvajalec gradbenih del. Investitor je odgovoren za pripravo projektne dokumentacije. Ne. In zdaj, če on tukaj riskira, špara in tako naprej, se mu potem dogajajo zgodbe aneksov, podaljšanja roka v fazi gradnje. Če ta razpisna dokumentacija zelo dobro pripravljena, da ne bo nobenih sprememb, bo pa verjetno cena višja. Ne? Višja in zato bo pač imel malo dražjega. Ne? Bo pa verjetno kasneje imel manj tveganj oziroma bo imel izvajalec, ne? Ampak to je vse v roki investitorja. Odločitev investitorja je, kako se bo lotil izvedbe posla. Ali z dobro dokumentacijo in z manj tveganjem v fazi izvedbe, ali za slabše, pomanjkljivo pripravljeno dokumentacijo, lahko tudi namenoma, ker bo rekel, pač meni je škoda, to daje tisto, na koncu gradbincu bo moral plačati tiste betone, koliko je bo pač dejansko gradil, in potem bo imel pač tukaj v fazi izvedbe neke zahteve izvajalca, ki bojo rezultirali na koncu v isti ceni. In kako dokumentacijo pripravljajo slovenski
Različno. Tu je svet je Mavrica, ne. Tako da ni zdaj vsi slabi, vsi dobri, ne. Imamo pač take in drugačne primere, ampak moram reči, da z mojimi izkušnjami iz ne vem, kar slišiš recimo za Italijo ali pa da ne bom zdaj še koga drugega izpostavljal, ne, moram reči, da so relativno dobro pripravljene dokumentacije. Ne, so pa seveda te riziki gotovo prisotni, ne. In ne vem, če samo menim drugi tir, ta moment, ne vem, pri šestomilionskem projektu je 7 milijonov aneksa, ne, zdaj, če je to zdaj nek, kako bi se rekel, v nebo vpijoč primer, ne, jaz mislim, da to je procent. No. Na Darsu projektanti tretje razvojne osi uporabljajo simulator in Darsu pravijo, da s tem lahko naredijo boljše projekte in s tem zmanjšajo možnost napak, in to je potem ceneje, ni treba odpravljati napak, prestavljati portale, tako da ne, investitorji povejo, da gotovo tej novi programi oziroma nova orodja, ki jih imajo projektanti oziroma na koncu tudi investitorji za načrtovanje, limitirajo ali pa zmanjšujejo možnost teh napak v fazi izdelave projektne dokumentacije. Ne. Samo stvar je v tem, kako se potem pač te zadeve interpretira, ne, ker če je manj napak, kot je možnih, ne, več pač rizikov bo vključeno v ceno. Ne. In zdaj vsak riziko verjetno ima nek stroškovni pogonjalec zadaj. Kateri projekti so za vas kot gradbenega inženirja, kot direktorja najbolj zanimivi? Je to viadukt, ki je lep za pogled? Je to, ne vem, predor, kamor ste se usmerili? Imate morda kot nekdanji kolesar poseben odnos do kolesarskih poti, kaj četrtega? Ne, lepo je, jaz tukaj ne ločim, ne vem, bolj ljubih projektov, ne vem, govorimo o določenih specifikah, ki jih izvajamo v Luki Koper, recimo izgradnje pomola, to ima specifiko, ne, torej delo na morju, narediš pomol, imaš, ne vem, opravka z globokim temeljenjem. Na drugi strani imaš ogromne količine izkopa, pa ogromne količine betona v enem predoru, da rečem, potem, ja, zgradiš most, povežeš dva bregova oziroma povezuješ na tak način. To so pač vse skupaj, so pač izredno, ne vem, zanimivi projekti, nimam neke afinitete prav do točno določenega. Dejstvo je, da se pač kot veliko gradbeno podjetje, pa največje v Sloveniji, ukvarjamo dejansko z vsemi sklopi gradbeništva, od tunelogradnje, asfaltiranja, morskih del do stanovanjskih gradenj, industrijskih objektov, koncu tudi kolesarskih stez. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa tudi vam za poslušanje podcasta. Lep pozdrav.